Lep pozdrav, spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, ljubiteljice in ljubitelji domačega nogometa Lige Telemach iz, lahko bi rekel, polnega ljudskega vrta. Ne prepolnega, ampak vseeno, kot lahko vidite, tudi sami krasen obisk. Skoraj na 10 tisoč gledalcev se je že zbralo. Izkušeni priti do zmage, malo so pripeli za petno v sodniškem dodatku. Tole je zdaj prihodno za Maribor. Samo Aleša Mertlja, tudi Željka Filipoviča, tudi Mite Biriha, strokovni kader, ki ima danes glavno besedo ob odsotnosti Radovana Karanoviča. Aluminij pa vodi. Nkama je strelec v 14. minuti. V trenutkih, ko je imel Maribor na zelenici le deseterico, je Aluminij udaril in Nkama je goste popeljal v vodstvo 1-0 za Kidričane. Zdaj je Sikošek še kako Mariborčanom. Kadrič ima novo priložnost mimo vrat. Našo elitno nogometno druščino govorim seveda o Senijanu Ivričiču, ki se bo jutri poslovil v Domžalah. Krona veter strelja. Mariborčanom se mudi, že so izvedli vmes prosti strel. Ivanovič pa mislim, da je bil prepovedan položaj. Tole je sicer zadev. In ali gol velja izenačenje v Ljudskem vrtu, kot kaže 1-1. Stranski sodnik je pokazal proti sredini igrišča. Sam sem zastal prepričan, da je bil Ivanovič v ofsajdu, ampak temu očitno ni bilo tako. Očitno je zaspala zadnja vrsta Aluminija. Zadevo bodo sodniki seveda pregledali. Ivanovič je zadev. V želji, da bi prišli do popolnega izkupička. Ivanovič je ponovno skočil. Pa zvrača žogo Milcu. 2-1 za Maribor. Milec je strelec. Predložek je bil to v kazenski prostor Aluminija. Martin Milec pa je šel tule zdaj podres Markosa Tavaresa in na ta način z devetico svojega prijatelja, mariborske legende, se bo veselil tega zadetka za preobrat v Ljudskem vrtu. Martin Milec je strelec. Mislim, da se je žoga tam dotaknila enega od branilcev Aluminija in potem končala v mreži. Zgolj 5 minut so potrebovali zdaj Mariborčani, da so prišli do preobrata. In Rajan je zdaj v Ljudskem vrtu. Bolka ga je dočakal. Antolin je žogo ukradel nazaj, velika priložnost za Maribor. Antolin strelja 3-1. Eksplozija v Ljudskem vrtu. Aljaš Antolin, 3-1 za Maribor. Kakšna napaka zdaj Kidričanov. Bolka je žogo ukradel in jo potem zapravil. Krenil je odločno Aljaš Antolin po tole žogo in dosegel svoj prvi gol v mariborskem dresu. Tule pravzaprav nesporazum. Če bi sedaj Kidričani zadeli za znižanje, potem bi posvetil žare kopanja. Prečko so zadeli. Tava se odkriva, torej videti je, da čuti posledice poškodbe. Ivanovič strelja, Dvokolor pa žogo odbija v kot. Ja, morda nekoliko presenetljivo, ampak zdaj ob meni tudi glavni trener Maribora Radovan Karanovič. Radovan, kako je izgledalo vse skupaj s tribune? Koliko ste bili morda še bolj živčni, ker niste bili ob robu igrišča, še posebej v tistem zahtevnem začetku za vašo ekipo? Moram priznati, da je izgledalo res zelo slabo in rad bi se opravičil našim navijačem za tako zelo slabo predstavo prvi polčas in
Enostavno to je situacija, katera se ponavlja. Mi moramo enkrat dobesedno naliti čistega vina in v slačilnici razrešiti situaciju, ali smo mi sposobni igrati pod pritiskom. In mislim, da to, kar smo prikazali danes prvi polčas, da je definitivno več kot premalo. Posebej pred toliko naših, bi rekel, izvrstnih navijačev in tudi zaradi, bi rekel, poslovilne tekme Markusa Tavaresa. Zdaj, glede na vaš kader, Željko Filipović, Aleš Mertelj, to so vsi igralci, ki so tule igrali pod pritiskom. Sta tudi ona dva bila odločilna ob vašem nagovoru med odmorom, da se je potem Maribor dvignil v drugem polčasu? Jaz moram reči, da sem danes uporabil metode Željka Obradovića. Se pravi, razbil sem pod slačilnice prej, ko smo sploh se začeli pogovarjati, ker nemogoče je, da pred toliko folka, bi rekel, zelo pred odlično publiko odigramo tako slabo, toliko krčo, enostavno nisem jih mogel prepoznati, da so to moji igralci. Zdaj pa morda, če se ozreva še v zadnji krog, tekma z Muro, to bo spet tekma, ko boste pod pritiskom. Igrali boste sočasno s Koprom. Je to lahko morda celo prednost, kajti zdi se, da vseeno, ko ste vi morali igrati prejšnji teden pod pritiskom, ste potem padli? Ja, se strinjam. Že prejšnji teden nismo odgovorili na tisti pravi način, ampak vseeno mislim, da bo ta tekma drugačna od današnje. Predvsem danes je bil ta dogodek, se pravi poslovilna tekma. Mi smo prišli v to tekmo iz poraza, bi rekel, isto tako ene katastrofalne igre in ni se enostavno pobrati po take igre ali po takem porazu. Tako da mislim, da bo v Murski dosti boljše kot danes. Koliko pa še verjamete v to, da lahko Maribor osvoji naslov? Veliko verjamem in sem prepričan, da bomo prvaki. Ja, hvala še enkrat za besedo. Aleš, pestre moralo biti med odmorom v slačilnici, kaj ne? Kajti v prvem delu vsekakor niste delovali tako, kot ste si želeli. Ja, bilo je res pestro, ampak nič kaj tako dramatičnega, kar ne spada v nogomet. Praktično se je tisto čakanje mogoče na tekmo in vse te emocije, katere so se v ozadju nabirale in igralcem v glavah, je bilo potrebno sprostiti to blokado in ko se je sprostilo, je bila čisto druga podoba in reakcija je bila pravilna. In igralci so karakterno odreagirali na to, kar smo zahtevali in smo tekmo pripeljali za zmago do konca, to, kar smo se želeli in gremo iz prvega mesta na naslednjo tekmo. Tudi nekaj težav v prvem polčasu, Makumbu se je poškodoval, koliko je težka poškodba, že morda imate kakšno novico? Ne, novic še ni, to bodo pokazale zdravniške raziskave, se nismo še toliko poglabljali, kajti je potrebno narediti slikanje, tako da ni še informacij. Omenili ste dobro reakcijo v drugem polčasu, zadovoljni najverjetneje tudi z vsemi rezervisti, ki so dobili priložnost. Ja, seveda, to je zelo pomembno, kajti te tudi igralci iz klopi prinesejo tisto, kar se od njih pričakuje in so bili na nivoju Maribora in tako kot sem rekel, kdorkoli je pri tem prišel v igro, kdor je bil v drugem polčasu s pravimi glavami na igrišču, je to izgledalo tako, kot mora izgledati in smo ponosni, da je bilo tako. In 3 točke so tu, tako kot sem rekel, to smo si želeli in se pripravljamo na naslednjo tekmo. Vi ste večkrat doživeli takšen ljudski vrt v tistih evropskih uspehih. So vas kaj zasrbele pete, da bi danes tudi sami šli na igrišče? Ne, ni bilo, kajti bil je prevelik fokus na tekmo in na zahteve, katere se zahtevajo od igralcev in na trenerjeva navodila od Radovana, kaj je potrebno paziti, kaj je treba pogledati. Smo se dobro pripravili na tekmo in igralci, kot sem rekel, treba bilo sprostiti blokado v glavah in potem je stekla igra. Je pa seveda v takšnem ljudskem vrtu prelepo igrati in to je v Sloveniji redko doživiš in ne moreš drugje v bistvu doživeti takšnega občutka in zaradi tega je Maribor največji klub v Sloveniji. Ja, poglejmo zdaj še v tabor gostov, kar se tiče trenerske ekipe. Robert Pevnik, imeli ste polčas oziroma rezultat po prvem polčasu, ki ste si ga želeli. Potem pa v nadaljevanju več ni steklo, ampak kot ste zdaj že sami dejali, imeli ste tudi priložnosti v prvem delu, da bi še povišali prednost. Nekako je bilo usojeno, da se to ne zgodi. Seveda smo šli super v tekmo, zabili ta gol, ki smo ga želeli. Imeli smo še 100% ali pa 300%, pa imeli smo še 2-3 situacije. Tako da realen rezultat prvi polčas bi bilo 3-0 za nas. Čisto realno, Maribora ni bilo nikjer. Super smo odigrali, v polčasu smo se vse dogovorili, gremo isto naprej, ampak na koncu nam zmanjka te dinamike. In ko ti nimaš te dinamike,
se pravi, da ti tudi zmanjka koncentracije. Ta prvi gol, ne vem, je bil ofsajd, ni bil drugi gol, čista sreča, to nas že spremlja, odbita žoga, pade v rašlje in nič nimam za očitati fantim, glave gor. Bi pa poudaril eno odlično vzdušje v Ljudskem vrtu, čestitam Mariboru na zmagi, na odličnem vzdušju, od tega manjka v Sloveniji, še enkrat se je pokazali, da so velik klub. Potem drugo bi Tavarešu želel lepo pošportno kariero, upam, da bo ostal v nogometu, da bo dal to svoje znanje mladim in tako se je razvila tekma. Mi moramo dati pa glave gor, gledati naprej, se pravi, včasih en korak pomeni dva naprej in lepo. Aluminij je super organiziran klub, delal se bo naprej in moramo razmišljati, da se čim prej vrnemo v prvo ligo. Ja, vidite tale nasmešek. To je nalezljivo. Markos, najprej hvala lepa za vse, kar ste dali slovenskemu nogometu. Hvala lepa. Hvaležen sem, da lahko igram 14 let v klubu, v NK Maribor. Hvaležen sem, da lahko igram z vsemi igralci, ki sem igral. Hvaležen za Karanovič, ki mi je dal priložnost, da lahko igram z sinom. Hvaležen sem za vse, za direktor, za vse ljudi, ki so omogočili. Danes za mene je res poseben dan, ne samo za mene, ampak za moja družina, da sem imel ta želja sanjati, da lahko igram svojega sina. Za mene to je bilo za mene vse in to je to. Imam mešano čustveno zdaj trenutno, dosti je bilo presenečen in mislim, da to je Maribor, skupaj z navijačem smo imeli najboljšo predstavitev. Rekli ste presenečenja pred tekmo. Kaj se vam je dogajalo v glavi, ko ste videli starše? Omenjali ste v knjigi, koliko vam pomeni družina in danes to presenečenje. Ja, to ful. Nisem vedel, da klub je omogočil, da moje družine iz Brazilije so prišli sem, to zadnja tekma. Vsi smo se jokali in jaz sem rekel samo za staršev, da na koncu je bilo vse, kako se reče, mi smo z malimi nismo imeli za jesti, nismo nič imeli doma, ampak na koncu je bilo vse v redu, da na koncu smo zmagali in to je to. Družina ful pomeni za meni in tudi ta klub NK Maribor, ki je spremenil moje življenje. Markos Junior je dobil priložnost. Kako ste nekako odreagirali na to, ko je sam prišel na igrišče? Slišali ste, da prihaja v igro Markos Tavares Junior? Ja, to je bila želja že od 20 let nazaj sem to že omenil ženo, da hočem imeti sin, ker hočem enkrat igrati z njim in danes je uresničil ta sanjo in za mene je res poseben dan in tudi sem zahvaležen, da lahko Bog na neki način mi pomagal, Jezus, da je omogočil, da lahko jaz še vedno lahko igram nogomet in da preživeti danes ta spektakel. Kolikokrat boste zdaj ta teden poklicali Jezusa, da bo v Muri potem, oziroma Murski Soboti, tako kot si vi želite, da boste še zadnjič dvignili pokal za naslov državnega prvaka? Ja, vsak dan molim, da če bo Božja želja, da lahko končam kariero s pokalom, upam, da bo, vse je mogočno, vse je odprto in verjamem do konca. Kaj pa to tribuna Markos Tavares? To ste vedeli ali je bilo čisto presenečenje? Čisto presenečenje, nisem vedel. To za mene je bilo poseben dan za mene. Nikoli sem razmišljal, da bom preživel tako globoko stvari v življenju, ampak Bog mi je pomagal, da lahko do danes igram nogomete, da lahko pomagam NK Maribor in mesto. Samo še to vprašanje, kakšno je zdaj zdravstveno stanje? Boste lahko proti Muri v kadru? Ja, bom. Ja, do konca grem. Hvala Bogu, sem zdrav in hočemo zmagati in hočemo biti prvak.
Ja, hvala Miha, kar pestro bo tule ob robu igrišča oziroma v flash coni, kot radi rečemo. Po tekmi najprej gremo v tabor Maribora, nismo še dobili odziva, kajti bilo je zelo pestro, slavili ste zmago. Najprej morda nekaj o tem, kako je bilo igrati v takšnem vzdušju. Danes je bil v Mariboru pravi praznik. Ko sem prišel na igrišče, sploh nisem dojel, kako je to igrati pred polno tribuno. Nekaj najlepšega, kar sem v življenju doživel v Ljudskem vrtu, igrati pred polno tribuno, tako da nerealno zame. Po zadnji tekmi kar čustvena izjava, takrat ste prevzeli krivdo, danes pa morda lahko prevzamete krivdo za zmago. Krasen zadetek, čestitke za prvenec v prvi ligi. Najprej hvala za čestitke. Kot sem v Brautu prevzel krivdo, ja, bom zdaj vzel svojo dobro igro na svoj račun in bom prevzel krivdo za zmago. Morda samo še to, kaj je rekel Tavares, ko je vstopil v igro s soigralcem. Videli smo, da se je z vsakim objemal, nekaj izmenjal besed. Kaj se je dogajalo tudi takoj po zadnjem žvižgu? Pa seveda Tavares, legenda kluba, to je kar so navijači za njega pripravili. Jaz še v življenju nisem videl tako lepo koreografijo, vse to. Tavares je pa rekel samo hvala vam za prekrasno tekmo, da je lahko še zadnjič doma z nami delil zmago in to je bilo najlepše.